Arhitektka je v stanovanju mladega para želela uporabiti brezčasno barvo, ki ne bo le nekaj let modna, ampak ima bo tako všeč, da se je ne bosta naveličala in jo bosta lahko kombinirala tudi z drugimi barvami. Izbrala je petrolejsko zeleno. Na severozahodnem obronku Ljubljanskega barja sta Manja in Borut le nekaj kilometrov stran od mestnega vrveža v objemu narave našla kotiček zase. Stanovanje, veliko skoraj 70 kvadratnih metrov, so z arhitektko Petro Zupančič končali v praktično 4 mesecih, kar pa ne pomeni, da je bilo karkoli spregledano ali nedomišljeno. Prav detajli so tisti, ki naredijo v stanovanju piko na i. Gospodična Petra, ob vstopu v to stanovanje nas najprej impresionira močna petrolej barva na steni. Kako ta barva vpliva na sam občutek volumna tega stanovanja? V bistvu je lih tista barva, oziroma barva tisto, kar na nek način mečkan zmanjša prostor, oziroma tisto belino, ki jo imamo v prostoru, s tem nekako malo zožamo, sfokusiramo oziroma potegne potem pogled v to barvo, ne? To zeleno, modro petrolej barvo. V pogledu na tloris, ki sem dobila v bistvu od naročnikov tloris, sem takoj najdla to eno tako linijo, rdečo linijo na nek način čez celo stanovanje in potem je bilo samo še vprašanje tega, kakšno barvo bomo našli, kakšno barvo bomo zbrali. In zakaj ravno to? V sodelovanju v bistvu z naročnikoma smo prišli v bistvu do te barve. Želeli smo v bistvu najti barvo, ki bo brezčasna. Se pravi, da bo barva, ki bo tudi čez nekaj let ne samo aktualna, ampak jima bo všeč. To pomeni tudi, da se je ne boste naveličala, da boste lahko zraven kombinirala več drugih barv, drugih materialov, vzorcev. Ona je tudi zelo taka, da deluje kot neka podlaga. Omenili ste, da ste nek prostor dodali na račun dnevnega prostora, ste še kakšne druge posege morali vpeljevati za to, da je prostor zdaj tak, kot je? Ja, en manjši izziv je bila kopalnica, ker je bila v bistvu želja, da bo v njej banja. Na nek način je prostor zelo ozek, zelo majhen, ampak se je šlo, no, smo našli tudi ustrezno banjo, dodali eno steno, v katero smo potem zadaj skrili še pralni pa sušilni stroj, pa recimo temu omaro za nek tak utility mini, ne. V kopalnici sem opazil to kombinacijo lesa in nekega dizajna, ki me malo spominja na trendy jeans dizajn. Zakaj ste se odločili ravno za tak vzorc? Ker imamo po celem stanovanju v bistvu keramiko, ta vzorc v bistvu lesa in tudi občutek na keramiki nekako malo potegne občutek lesa za sabo, smo dejansko ta isti material potem peljali tudi po tleh naprej. Zakaj jeans? Mogoče v to smer, da ne daš samo neko sivo keramiko, ampak da ima nekaj več v sebi. Dodala je malo mehkobe, malo te tkanine na nek način, čeprav je to pač keramika. Omenili ste keramika z občutkom lesa. Nisem čisto dobro razumel, kje to pride v poštev, kje ste to vse uporabili? V bistvu smo iskali na nek način keramiko, se pravi, ko si bos, ko hodiš bos ali pa ko se jo dotakneš z roko. Aha, tudi na tleh. Dobiš občutek na nek način lesano. Ni čist identičen, ampak ja. Se pravi, to, kar je na tleh, kaj ni, to ni laminat, parket? Ne, keramika. Keramika, res? Ja, tako je. Kakšen dober trik. Vedno poskušam najti v svojih interjerjih ta balans med toplino, se pravi, če v nekem ambientu neka površina, tako kot je ponavadi na tleh, parket, zelo velika, zelo izpostavljena, vedno potem poskušam dodati malo hladnih tonov, da se to majčkeno zbalansira. Kaj pa te medeninasti toni? To je pa tista pika na i. To je pa bolj šik moment mogoče na nek način, ja. S to medenino v bistvu smo kar nekaj elementov povezali med sabo in sicer si cokli dejansko v kuhinji, dnevni sobi, potem pod pultom smo tudi zakrožili z medenino, na koncu smo dodali v bistvu še luči nad jedilno mizico, ki imajo v sebi tudi ta križ vzorc, ki kasneje se pojavil tudi v tapeti. Gospod Borut, vi ste svoje novo stanovanje opremili ekspresno hitro v skoraj 4 mesecih. Kako ste se lotili zadeve? Ja, midva sva vedela v bistvu, da se nama precej mudi. Sva bila prej v najemniškem stanovanju še druge, sva rekla, nočeva 2-krat plačevati, ko sva hotela to precej hitro narediti. Zato sva se v bistvu tudi zelo hitro odločila, da najameva nekoga, ki pač ve, kako te stvari potekajo, ki nama bo pomagal, ki bo naredil top izdelek na koncu. Ja, zadeva je potekala zelo hitro, kar je bilo veliko tudi posledica tega, da v bistvu arhitektka že ima pač določeno mrežo zunanjih izvajalcev, ki si jih je lahko vključevali, predvsej na kratek rok so prišli.
naredili dobro, ker nikako ne bi uspela midva sama to speljati. Seveda nas vedno pri opremljanju stanovanja zanima tudi, kakšen je bil strošek. Midva sva v bistvu imela zelo omejen budžet. No. Midva sva rekla, hočeva končati stanovanje za 20.000 evrov. Kar je vključevalo tudi vse talne obloge, v bistvu WC, banja, sprav celo kopalnico. Potem sva na koncu malo šla čez ta budžet, ko smo pač tukaj oblikovali pa delali načrte, pa potem sva šla gledati opremo. Sva v bistvu ugotovila, da imava raje kakšne stvari malo bolj kvalitetne, da bo malo dalj trajale, da pač imava to, kar si želiva. No, tako da na koncu smo prišli vse skupaj na nekje 35.000 evrov. Se pravi, to je in pohištvo, in talne obloge, in pač vsa zaključna dela, ki so še bila, stene in tako naprej. Tako da smo šli malo čez budžet, no, ampak imava pa stanovanje tako, kot sva si ga želela.